Torej, lepo pozdravljeni. Jaz sem bila naprošena s strani organizatorjev in se najlepše zahvaljujem za to vabilo, da predstavim pravzaprav trajnostni razvoj kot tisti, v katerega je vpeta tudi trajnostna gradnja. In pravzaprav si ne predstavljam širše teme, ampak se bom potrudila, da na kratko predstavim nekaj razmišljanj oziroma izhodišč, morebiti tudi za nadaljnjo razpravo. Torej, pravzaprav ne bi želela na dolgo govoriti o tem, kako je do oblikovanja paradigme prišlo. Dejstvo je, da je od 70. let dalje, do takrat se je namreč okolje in pa razvoj obravnavalo ločeno, začelo prepoznavati številne omejitve tako okolja na eni strani, kot tudi na drugi strani prepoznavati rastoče probleme v svetu. To je bil čas hitre rasti prebivalstva, ki jim je bilo v številnih državah po svetu težko zagotavljati ustrezno blaginjo. Na drugi strani pa smo začeli opažati okoljske probleme, ki so začeli preraščati lokalne in tudi regionalne okvirje, kar pomeni, da so potrebovali mednarodni odziv. In nekako od 70. let dalje torej sledimo na svetovni ravni temu procesu, že od Stockholmske konference leta 1972, nato pa se je zelo spodbudilo od 80. let dalje, od denimo prve omembe tega v neki listini, kako morate iti okolje in razvoj z roko v roki, kako mora razvoj upoštevati okoljske omejitve, torej v strategiji ohranjanja sveta, ki je bila dejansko naravovarstvena strategija, pa potem do oblikovanja Svetovne komisije za okolje in razvoj, ki je izdelala tudi slovito poročilo Naša skupna prihodnost leta 1987 in podala nam sem dobro znano definicijo trajnostnega razvoja kot tistega, ki mora upoštevati ne samo socialne, ekonomske in okoljske vidike, ampak tudi prihodnje generacije, torej, ki je izpostavil medgeneracijsko odgovornost. Kot vemo, temelji trajnostni razvoj na okoljski etiki in je tudi v tem pogledu postal normativen. Vse to je tlakovalo pot za konferenco OZN v Rio de Janeiro, konferenco o okolju in razvoju. To je bil do takrat največji mednarodni dogodek, na katerem so bili sprejeti številni pomembni dogovori, vendar med njimi bi omenila samo agendo 21 kot načrt za udejanjanje trajnostnega razvoja, kjer so zapisali praktično vse tisto, kar poudarjamo še danes oziroma kar skušamo danes implementirati. Agenda 21 pa je med drugim zahtevala tudi, da se oblikujejo strategije trajnostnega razvoja na vseh prostorskih ravneh po možnosti, torej od lokalnih, regionalnih do nacionalnih. V naslednjih desetletjih pa so sledila številna mednarodna srečanja, vrhovi, od katerih smo si zelo veliko obetali, pa pogosto bili razočarani, ker so več ali manj samo potrjevali že predhodno sprejete zaveze in se vedno znova sklicevali na tiste iz agende 21. Izpostavila sem agendo 2030 kot tisto, v kateri sama vidim končno konkretizacijo paradigme trajnostnega razvoja, kajti na podlagi agende 2030 smo prvič dosegli tudi konsenz
o tem, kateri so cilji trajnostnega razvoja. Zagotovo dobro poznate teh 17 ciljev. Nenazadnje tudi trajnostna gradnja naslavlja mnoge med njimi in znotraj teh 17 ciljev je bilo opredeljenih še nadaljnjih 169 bolj specifičnih ciljev in pa kazalci, s katerimi se zdaj spremlja doseganje teh ciljev. In ravno tako, kot bo še danes govora o kazalcih trajnostne gradnje, je tudi za sam koncept trajnostnega razvoja razvoj kazalcev izjemnega pomena, saj so tisti, ki ne samo kažejo pot proti cilju, merijo torej nekako razdaljo med obstoječim stanjem in pa želenim. Z njimi spremljamo torej, ali se od ciljev oddaljujemo, ali se jim približujemo, skratka, usmerjajo naše politične odločitve, naše dejavnosti in na koncu so tudi orodje, s katerim vrednotimo uspešnost naših politik. In dotaknila bi se še uveljavljanja paradigme trajnostnega razvoja v Evropski uniji in pa v Sloveniji. V Evropski uniji je zelo kmalu po sprejetju Agende 21, se pravi po konferenci v Rio de Janeiro, bil vpeljan koncept trajnostnega razvoja, tudi trajnostne rasti v ključne dokumente. Izpostavila bi takoj na začetku Maastrichtsko pogodbo, potem Amsterdamsko pogodbo, kjer se že zahteva po trajnostnem razvoju pojavi v osrednjem besedilu pogodbe, pa seveda potem leta 2001 sprejetje strategije trajnostnega razvoja, torej pod imenom Trajnostni razvoj Evrope za boljši svet, kot ene izmed podlag za te številne dokumente, sektorske politike, ki so bile že danes omenjene. Pa seveda potem zelo hitro tudi ugotavljanje lukenj v strategiji, nedoslednosti oziroma želja po njeni prenovi, po povečanju njene ambicioznosti. Zato je Evropska unija potem že čez 5 let, leta 2006, sprejela prenovljeno strategijo trajnostnega razvoja in to smo nekako posvojili tudi v Sloveniji, kjer nikoli nismo imeli svoje posebne strategije trajnostnega razvoja, pač pa smo za takšno razglasili najprej strategijo razvoja Slovenije leta 2005, nato pa tudi torej sedaj veljavno strategijo razvoja Slovenije 2030, ki smo jo sprejeli pred 3 leti. In strategijo razvoja Slovenije na desni strani izpostavljam tudi kot primer povsem sodobnega dokumenta, ki na vrh naših razvojnih ambicij postavlja kakovostno življenje za vse, torej v duhu tiste izvorne definicije, tako imenovane Brundtlandine komisije, že omenjene iz leta 1987, ki torej, kot vidite, vključuje tako prizadevanja na socialnem področju, torej za vključujočo, zdravo, varno, odgovorno družbo, na drugi strani okoljska prizadevanja, tukaj definirana kot ohranjeno zdravo naravno okolje, pa seveda gospodarske cilje, ki so opredeljeni kot visoko produktivno gospodarstvo. In četrta dimenzija trajnostnega razvoja, ki jo nekakor ne smemo pozabiti, je pa institucionalna, se pravi sodelovanje v teh procesih, dobro upravljanje kot tisto, ki je predpogoj za dobro družbo. Zelo znani raziskovalec, publicist Sachs recimo izpostavlja, kaj je cilj trajnostnega razvoja: dobra družba. Dobra družba, ki je tista, ki je gospodarsko uspešna, ki je socialno vključujoča,
ki je okoljsko trajnostna in pa dobro upravljana. To so te 4 dimenzije. No, proces se, kot ste danes predhodnice že omenile, v Evropi in tudi pri nas nadaljuje. Konec lanskega leta, že večkrat omenjeni Evropski zeleni dogovor, pomeni zagotovo novo stopničko, novo stopnjo pri prizadevanjih za udejanjanje trajnostnega razvoja. Ker bo danes še večkrat govora o njem, ne bom niti posebej izpostavljala vseh njegovih komponent, nekaj pa je bilo že omenjeno, predvsem z vidika trajnostne gradnje, seveda vključuje še številna druga področja. Tisto, kar bi želela izpostaviti na koncu, pa je seveda praksa, oziroma kako uspešni smo pri tem. Že na vstopu v 21. stoletje so strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vrednotenjem ekosistemskih storitev, opozarjali, da prekomerno degradiramo na planetu okrog 60% vseh ekosistemskih storitev, ki so bile vključene v to vrednotenje. Potem novejše raziskave Rockströma in njegovih sodelavcev kažejo, da presegamo tako imenovane meje varnega delovanja ključnih planetarnih podsistemov, ki jih vidite prikazane na tem grafikonu, in sicer velja posebej izpostaviti 4 podsisteme. To so podnebne spremembe, biotska raznovrstnost oziroma konkretno izgubljanje genske raznovrstnosti, potem človekove pretirane posege v biogeokemično kroženje in pa spreminjanje rabe tal. To so 4 podsistemi, 4 procesi, ki regulirajo stabilnost in prožnost zemljinega sistema in katerih porušitev pomeni tudi porušitev stabilnosti oziroma naravnega ravnovesja na zemlji, in to so resnično tiste ogrožujoče komponente našega delovanja. Danes je bilo tudi že omenjeno naraščanje povpraševanja, naraščanje porabe po surovinah, tudi po energiji seveda. Če samo z enim podatkom konkretiziram, od 70 let dalje pa do danes je poraba surovin na prebivalca narasla iz 7 na 12 ton. In seveda vmes pa smo dobili še na stotine milijonov novih prebivalcev na svetu, ki imajo tudi svoje materialne potrebe. In to, kar je že predhodnica omenila, pretežna odvisnost od novo pridobljenih surovin, ker po podatkih Evropske komisije v Evropski uniji uporabljamo le okrog 12% materialov, ki so bili reciklirani, torej vse ostalo gre na račun pridobivanja novih surovin in pa energije. In končala bi pravzaprav z temo, s katero se v zadnjem času tudi v Sloveniji veliko ukvarjamo, to je z ekološkim odtisom, ki nam zelo nazorno kaže na preseganje nosilnih zmogljivosti. Lahko govorimo na planetarni ravni, lahko govorimo tudi v Sloveniji. Torej, če gledamo samo razmere v Sloveniji, je trenutni ekološki odtis na ravni 2-kratnika nosilnih zmogljivosti oziroma biokapacitete slovenskega ozemlja, oziroma če gledamo na svetovni ravni, če bi torej tudi drugi imeli takšen življenjski slog kot povprečen prebivalec Slovenije, bi potrebovali nosilne zmogljivosti oziroma ekosistemske storitve 3 planetov. Na tem grafikonu lahko tudi vidite, pa če bo želja, lahko kasneje še v odgovorih pokomentiram, odvisnost med gospodarsko rastjo v Sloveniji in pa našim ekološkim
ekološkim odtisom, kjer sta oba dva trenda praktično vzporedna. In pa to, o čemer se na današnjem srečanju pogovarjamo, torej kakšen je ekološki odtis naših bivališč, torej našega načina bivanja in delovanja v teh zgradbah. Kaže desni grafikon, prvi stolpec, da je največji del ekološkega odtisa v Sloveniji pravzaprav iz naslova naših bivališč. V celoti okrog 60% ekološkega odtisa gre na račun ogljičnega odtisa, tudi pri bivališčih je to zelo izrazito. Drug del pa odpade na rabo torej biomase, predvsem torej lesne biomase. Seveda pa je način, kako načrtujemo naša naselja, naše zgradbe, tesno povezan tudi z našimi potrebami po mobilnosti, zato bi na koncu izpostavila tudi ta vidik, torej vidik trajnostne mobilnosti. Toliko kot idejni izziv, za vaše vprašanja pa sem z veseljem na voljo. Hvala.